Nogometaši Domžal so sezono 2016-17 odprli s tekmo prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Na stadionu v športnem parku Domžale je gostoval andorski podprvak Lusitanos, ki je zadnjih 5 let stalni udeleženec evropskih tekmovanj. Strokovno vodstvo domačih je imelo na voljo vse nogometaše z izjemo kaznovanega Amedeja Vetriha, odločilo pa se je za 11-terico, v kateri so bili tudi novinec Matija Širok ter povratnika Luka Žinko in Benjamin Morel. Mesto med vratnicama je zasedel 20-letni Adnan Golubović. Obračun so sredine igrišča odprli nogometaši Lusitanosa, ki so sanjsko krenili v svojo 11. tekmo v evropskih pokalih. Takole je v 5. minuti prosti strel izvedel Aguilar, žoga se je odbila do Luizava, ta pa je z 13 metrov premagal vratarja Adnana Golubovića in popeljal Lusitanos v vodstvo z 1-0. Domžalčani so odgovorili v 11. minuti, podaja Morela, Horić je spravil žogo na drugo stran kazenskega prostora, kjer je bil na pravem mestu Gaber Dobrovoljc in branilec je izenačil na 1-1. Domžalčani so nadaljevali z napadalno igro in nagrajeni so bili v 26. minuti. S kota je podal Dejan Trajkovski, najvišji pa je bil v kazenskem prostoru Kenan Horić, ki je z glavo dosegel svoj drugi gol, odkar je član nogometnega kluba Domžale, sicer pa njegov prvi gol v evropskih tekmovanjih. Domžalčani so torej po dobri polovici prvega polčasa že vodili z 2-1. Sliko smo že v 34. minuti pri žogi Slobodan Vuk, na drugi strani je opazil Matica Črnica, ta je dobro streljal z glavo, toda goste je rešila prečka. Na 43. minuti pa še ena žoga v mreži Andorcev, najprej je podal Lukas Mario Horvat, vratar Koka je zadnjimi močmi žogo odbil do Matica Črnica, ta pa je potem z roba 5-metrskega prostora z močnim strelom povišal prednost rumenih na 3-1. Domžalčani so imeli v zaključku prvega polčasa še eno priložnost pri žogi Matic Črnic, podal je do Trajkovskega, ta v sredino streljal je Lukas Mario Horvat, gostje pa so uspešno blokirali in prvi polčas se je torej končal z vodstvom rumenih s 3-1. Drugi polčas je bil veliko manj zanimiv, prva priložnost v 59. minuti z razdalje je poizkušal Mojzes San Nikolas, toda meril je previsoko. V 72. minuti samostojni prodor Joseja Antonija Aguilarja močno je sprožil vratarja Golubovića, pa je rešila vratnica. Sliko smo že v 80. minuti, Žinko do Majerja, ta je poizkušal strelom po tleh, na pravem mestu vratar Jesus Koka. V 88. minuti najlepša priložnost Domžalčanov v drugem polčasu, Žan Majer je močno sprožil, znova pa se je izkazal 27-letni Koka. V 90. minuti poizkus Dobrovoljca z glavo previsoko in še 2 minuti pozneje Matic Črnic, na pravem mestu pa znova Jesus Koka. Čestito bi rad fantom za prvo zmago v Evropi po dolgem času in zagotovo je ta rezultat, ki ga bomo odnesli, izredno pozitiven. Malo nesrečno pridemo za ostank, tudi malo po naši krivdi, ampak to je nivo Evrope, kjer te tudi najmanjša ekipa kaznuje za nepazljivost. No, reakcija je bila prava, hitro obrnili na zadeve v našo prid. Želel sem si, da ta dinamika ostane v drugem polčasu, da ta način igre ostane v drugem polčasu, pa to nismo naredili, to moramo priznati. Ampak evo, rezultat nam je trenutno pozitiven in seveda bo treba si izboriti napredovanje v Andori, ampak zagotovo imam veliko zaupanja v to, da bomo to delo opravili. Domžalčani so na svoji 25. tekmi v evropskih pokalih dosegli 11. zmago. Prednost 2 golov bodo na stadionu Andora La Vela branili prihodnji četrtek ob 20:30.